Dober dan, pozdravljeni v dobri zgodbi dneva. Tokrat je z nami podjetje Kaleido oziroma Pinokio d.o.o. Pozdravljeni, gospod Božo. Bova kar na hitro začela. Kaj je vaša osnovna dejavnost? Naša osnovna dejavnost je razvijanje oziroma kreiranje novih produktov, razvoj od samega začetka, se pravi od ideje, izdelka do končne produkcije v naši lastni proizvodnji. Smo tim dizajnerjev, arhitektov z lastno strojno opremo, ki v zadnjih 4 letih intenzivno sprejemamo nove izzive in pa razvoj produktov, ki jih v preteklosti, vsaj na slovenskem trgu, ni veliko podjetij vzelo kot izziv. Nam pa to predstavlja izziv in pa veliko priložnost, namreč trg je zasičen z nekimi produkti, ki se mogoče ponavljajo, ki so identični. Pa dajva konkretizirati, kateri produkti so mogoče to? Konkretno smo se v zadnjih 3 letih fokusirali na individualne produkte, ki pomagajo na marketinškem področju. Če pa se kar osredotočim konkretno na zadnje mesece, smo se pa skupaj s kolegi, sodelavci fokusirali na izdelavo prototipov in pa kar rednih serij že produktov, ki so namenjeni antiepidemiji, torej kako bi se zaščitili na različnih lokacijah s produkti, katere proizvajamo oziroma smo jih razvili v zadnjih mesecih. In zato smo vas izbrali tudi za dobro zgodbo dneva, ker ste v času korona krize pravzaprav naredili en nov asortima nekih produktov, ki jih bo pokazala. Praktično se je za vas proizvodnja po razglašeni epidemiji ustavila, je tako, in ste se pravzaprav v tem času zdaj mogli na novo znajti z novim setom novih produktov. Pa jih bom jaz zdaj kar delila, da jih bojo lahko tudi gledalci si pogledali. Pa mogoče jih vi lahko kratko potem pokomentirate. Ja, na naši web strani preletimo lahko asortima naših izdelkov. Najprej to, kar zdaj delimo na ekranu, so antiepidemijski kiti. To pomeni alternativa nekim po našem mnenju skoraj nujno potrebnih setih, ki jih vsako podjetje, pisarna ali prodajno mesto mora imeti v tem trenutku, namreč nikoli ne vemo, kdaj nas lahko spet kaj doleti, torej moramo biti dosti več pozornosti moramo posvečati higieni in pa zaščiti. Zaenkrat še vedno vladajo neke vrste ukrepi, kjer na prodajnih mestih so potrebna ta zaščitna sredstva. V antiepidemijskih kitih noter lahko ponudimo dodatno tudi rokavice, zaščitne maske, kreme za roke in pa se pravi rokavice, maske, zaščitne kreme. To lahko jih izdelamo v zelo različnih materialih. Delamo tudi samostoječa stojala za storitvene dejavnosti, za hotele, restavracije, lahko so v individualnem dizajnu in jih prilagodimo posamezni stranki. So po dizajnu atraktivnega videza. Potem eden od zelo optimističnih produktov, ki smo jih razvili, je antiepidemični set potovalni. Smatramo oziroma ocenjujemo, da bi vsakdo na poti potreboval takšen set, sestavljen oziroma sama vsebina torbice je vključena 5 kosov zaščitnih mask, 3 kose zaščitnih rokavic in pa razkužilo. Material torbice je zelo praktičen, uporaben, je pralen, je material svetovno uveljavljene blagovne znamke Tyvek in se dela v 3 različnih barvnih kombinacijah. Je namenjen tudi za turistične točke in pa namenjen promociji posameznim podjetjem, ki bi želeli z takšnim produktom ustvariti neko dodano vrednost. Ta material, ki ste ga omenili, je, se pravi, poseben samo zato, ker se ga da prati, ali je njegova posebnost še kakšna druga?
Tako, poleg tega, da je material iz recikliranih materialov, se ga lahko pere v pralnem stroju, je enostaven za vzdrževanje, torej vedno priročen na potovanju in v primeru, ko se umaže ali karkoli, se lahko zelo enostavno opere v pralnem stroju. Tako, potem tukaj v nadaljevanju še kar en kup kombinacij teh antiepidemijskih kitov, tudi zaščitne vizirje izdelamo za kar nekaj strank po Evropi, smo izdelali dosti teh vizirjev. Lahko predstavim še tudi produkt lentikularja, se pravi lentikular, ki na atraktiven način lahko na prodajnih ali kakršnihkoli drugih lokacijah opozarja na higieno. In tega, če lahko zaupava, ste ravnokar poslal v Pariz, v Louvre, v znan muzej? Tako, z našim partnerjem v Franciji imamo distributerja, smo opremljali pariški muzej Louvre z higienskimi postajami, ki so bile izdelane izključno po naročilu za njih, pa še kar na nekaj prodajnih mestih, predvsem turističnih, se bojo pojavljale v prihodnje te naše dezinfekcijske postaje, kjer, kot sem povedal že, da so atraktivnega videza in vzbujajo pozornost in dosegajo svoj namen, torej, da si ljudje večkrat, predvsem, ko smo v stiku z nekimi predmeti, razkužimo roke. Skratka, ponujate en nov set, ki je nastal v času tega shutdowna, v času COVID-19. Želimo vam veliko uspeha pri trženju. Definitivno je tržišče na novo zdaj nastalo za te produkte. Našim članom pa seveda v vednost, da vas lahko kontaktirajo, kolikor bi potrebovali kaj podobnega. Veliko uspeha in se vidimo. Hvala, gospa Vesna, in srečno tudi vam. Nasvidenje. Nasvidenje.